vprašanje za ministra Golobiča in za vas, gospod Bandelj. Kdaj, to boste bolj vi, minister, vedel, kdaj sploh se bo uredil status ŠOV-a? Zdaj se je spet začelo govoriti o tem, da ŠOV v Ljubljani, da nimajo niti statusa javnega zavoda, niti statusa privatne neke ustanove. In če morda kdo od vaju ve, kam gre teh 5,5 milijona, kot imajo oni proračuna? Jaz nimam odgovorov na vaše vprašanja, tako da... Torej, ministrstvo ne dela nič na tem, da bi uredil status organizacije, ki ima letni proračun, oziroma jaz upam, da je to proračun celega mandata, 5,5 milijona evrov je recimo proračun enega javnega zavoda, kot je recimo CMEPIUS, na katerem sem sam delal. Vem pa, da še takrat, ko je bil tolar, da so imeli funkcionarji, pravijo vsi ministri, 120 000 evrov plače. Tolarjev, pardon. Zdaj pa imajo baje krepko prek te vsote. Dolgo vprašanje je zdaj bilo. Najprej, kar se tiče vpisa. Mi smo vpisa v register organizacijskih oblik oziroma pridobitev statusa organizacijske oblike strani ŠOV-a v Ljubljani. Mi smo na to temo imeli tudi tiskovno konferenco, na kateri so bile jasno predstavljeni pogoji in določbe, ki jih ŠOV v Ljubljani mora izpolniti, da ga zopet sprejmemo med se, bom rekel tako. Se pravi, oni so zdaj v neki luknji pravni, kjer lahko poslujejo kot hočejo, ker mislim, ker se tako govori o tej pravni državi, sploh v tem mandatu, da se to ne more dogajati. Ampak zdaj obstaja institucija, ki ima blazno velik proračun. Ta proračun, o katerem govorite, je vezan na status organizacijske oblike ŠOS-a. Torej, ŠOV v Ljubljani. ŠOV v Ljubljani mora biti, da je upravičen do sredstev, o katerih ste prej govorili, 5,5 milijona evrov, vključen v register organizacijskih oblik ŠOS-a, kar ta trenutek ni. Torej, ta trenutek je bil. Oni pač zadnja leta nimajo statusa urejenega. Ne, oni so bili izključeni, mislim, očitno, ja. Zapletu z volitvami, to pa še jaz vem, se je zgodilo, ki se po pravici res z tem vprašanjem, da zdaj nisem uspel kaj dosti ukvarjati. Vem, da je študentska organiziranost slabo zakonsko regulirana, ker je urejen nek zakon iz pameti veka. Iz časa, ko sem še jaz bil delegat, se mi zdi, iz začetka 90-ih let, ker je bil še delegatski sistem, če se ne motim, in je potreben novelacije v tem smislu, ne zaradi te konkretne situacije, ampak ker se je na tem marsikaj spremenil. Tako da mi imamo v nekem načrtu, da bi se tudi tega zakona polotili, seveda pa ne na način, da bo ministrstvo tukaj interveniralo, kljub vsemu gre za neko civilno-družbeno obliko, ki terja svojo avtonomno obravnavo in je seveda to predmet enega posebnega dialoga in razprave, ki še predstoji, tako da ta hip presojati z vidika posameznih ekscesov ali pa ne vem česa že, teh številk, samo vprašanje se mi zdi, da bi bilo prehitro in na nek način nekorektno. Je pa to tema, ki terja neko dolžno, ampak korektno obravnavo. Verjetno povezano tudi z vprašanjem študentskega dela, z vprašanjem denarja, ki se pravzaprav, ta denar ne pride iz proračuna, ampak je parafiskalni vir, ki se mu je proračun odpovedal in tako naprej, z nekim namenom in seveda to je občutljiva tematika, je neka unikatna rešitev, ki jo Slovenija tu pozna in toliko bolj velja biti tu previden, ampak tudi skrben.